Jano Jenko od nekdaj iz Žirovskega vrha doma poznamo tudi v naši občini kot voditeljico številnih prireditev. Ena zadnjih je bila na primer Dan za spremembe Društva upokojencev Pirniče, predvsem pa kot prepoznaven glas redne ekipe Radia Sore iz Škofje Loke. Posebej rada spregovori prav o poslanstvu lokalnega radia. Ja, lokalni mediji smo mediji, ki smo pravzaprav posredniki zgodb iz domačih krajev, pravzaprav zelo dragoceni glasniki zgodb, ki se pišejo, ki jih pišejo ljudje. Mi smo tisti, ki z veseljem poročamo o dogodkih iz domačih krajev, smo tisti spremljevalec v tistih lepih in tudi manj lepih trenutkih, ko ljudem posredujemo informacije iz prve roke in skušamo biti kar se da najboljši servis, ki poskrbi za to, da so dobro obveščeni tudi takrat, ko ostale povezave običajno odpovedo. To so kakšne krizne razmere? Ja, ko so krizne razmere, poplave, epidemija, se je pokazalo, kako pomembno je pravzaprav imeti dobro informacijo, tudi iz lastne izkušnje. Sicer nismo imeli nikakršnih težav zaradi poplav, ker živim na hribu, ampak po drugi strani smo bili pa odrezani od informacij, od sveta in je bil prav lokalni radio tisti, ki je povedal, kaj se dogaja, kje se dogaja, kako je s cestami, kako je s pitno vodo, kako je z elektriko, z ostalimi povezavami in to je pravzaprav tisto dragoceno, da pridejo zgodbe iz domačih krajev do domačih ljudi, ki so jim namenjene in ki jih pravzaprav najbolj potrebujejo. Z radijskim mikrofonom se je srečala že kot sedmošolka, ko je opravila avdicijo za otroško oddajo Brbotavček. Takrat je imel Radio Sora svoje prostore še v Žireh kot radio žiri. Gre za naključje, se je na avdicijo šla le, ker ji je zato odpadel njej neljubi likovni pouk. Radiju je še danes zavezana, se kot pravi, čeprav se to sliši klišejsko, ji je zlezel pod kožo. Nas bo lokalne medije povozil Facebook ali pa drugo socialno omrežje in nas novinarje kakšna umetna inteligenca. Ja, zdaj nikoli se ne ve, kaj prinese prihodnost, težko bova obedve toliko čarovnice, da napoveva, kaj se bo zgodilo, ampak ne. Jaz si močno želim in trdno verjamem, da se bomo obdržali, da bomo ostali, da bodo tudi naši poslušalci, naši gledalci cenili to, kar imajo in to, kar jim pravzaprav z vsem srcem, tudi sama veš, z veliko truda in zagnanosti dajemo. Tako kot običajno na pogovorih literarne sekcije Bezeg, tokrat je bil že 34. po vrsti, smo gostjo Jano Jenko spoznavali tudi skozi igro, skozi 5 trditev, za katere udeleženci pogovora ugotavljamo, ali držijo ali ne. Trditev, da je Jana Jenko navdušena kolesarka, ne drži. Celo sobno kolo ji služi bolj kot ne za obešalnik, je pa kar pogosto udeleženka tekaških prireditev. Na kožo ji je pisano predvsem pohodništvo in izleti po Sloveniji. Tudi trditev, da je preplezala severno steno Triglava, ne drži, je pa na Triglavu bila. Nekaj adrenalina je vendarle bilo tudi v skoku s pedalom. Raje kot mraz in zimo ima toploto. Zato ni nič nenavadnega, če se odpelje do obale, slabo uro posedi ob morju in se vrne domov. Tudi zato je najbrž v tem trenutku že na toplem, na popotovanju po Vietnamu. Tudi trditev, da je študirala novinarstvo, ne drži. Študirala je farmacijo in ker se je skregala s kemijo, je nadaljevala z menedžmentom. Kot rečeno pa je ostala zvesta novinarstvu, moderatorstvu in voditeljstvu. Drži pa trditev oziroma anekdota, da je 2 sogovornika po spletu naključje označila za žrebca. Na srečo je šlo le za radijsko poročanje. Drži tudi trditev, da je bila kot šolarka vsak dan že ob 6. uri zjutraj v kleklarski šoli pri legendarni Marici Albrecht. Kleklanje je družinska tradicija in še danes je članica domačega kleklarskega društva Cvetke in tudi članica igralske skupine Delavsko-prosvetnega društva Svoboda, žiri. Igralka je postala, kot pravi, zaradi predolgega jezika. Če ne boste res nikogar našli zaigrati, pa bom prišla, je obljubila predsednici društva in obljuba dela dolg.
Lansko leto je na regijskem Linhartovem srečanju prejela priznanje za najboljšo žensko vlogo v predstavi Lažnivka. Zadnji mesec dni pa smo jo lahko gledali v komediji Retreat slovenske prevajalke, režiserke, performerke in dramatičarke Vesne Hauschild iz leta 2017, ob kateri se lahko vprašamo, kdo je v tem hektičnem svetu bolnik in kdo je sploh še lahko zdravnik. Pogovor je dopolnil jazz duo, pianist Jani Pogačar in jazz saksofonistka, aranžerka in skladateljica Manca Krivic Habjan.